Pod steklom na telefonu je ponavadi ena takšna ploščica, ki ti vrne dražljaj in tako veš, da si nekaj pritisnil oziroma da se je nekaj zgodilo. Tega v avtomobilih do zdaj ni bilo oziroma so bili poskusi precej neposrečeni. No, v novem Audiju A6 pa smo že testirali, kako se to obnese v realnosti. To je novi Audi A6. V razred najdražjih in najbolj premijskih žrebcev je vnesel nemir, še preden je sploh zapeljal na parkirni prostor rezerviran za izvršnega direktorja. Samo poglejte njegovo masko. To ogromno satovje z radarji na takem položaju, da se ti na avtocesti tudi pri 120 km/h vsi spoštljivo umikajo, saj so prepričani, da gre za pahorjev ali šarčev avto. Seveda, novi A6 lahko cesto in promet skenira s kar 5 radarji, 5 kamerami, infrardečo kamero za nočni vid, 12 ultrazvočnimi senzorji in laserskim čitalnikom LiDARjem. V glavnem vojaška tehnologija v službi varnosti za fante, ki smo radi gledali Top Gun, Bonda in druge možakarje s finimi igračami. Vozniški delovni prostor je novo poglavje digitalne dobe z 2 ogromnima zaslonoma, ki tako kot naprednejši telefoni dregnejo blazinice vaših prstov, ko se sprehajate po steklu. A še bolj se nam zdi pomembno, da so osnovna stikala tam, kjer jih pričakujete. Najprej so torej zagotovili enostavno osnovo. Tisti bolj advanced vozniki pa si lahko na to vse skupaj še veliko bolj prilagodite. Velik korak naprej pri kabinskem udobju zaznajo tudi na zadnji klopi. Tam je prostora v vseh smereh precej več. Če vam pogled na Audijev spisek dodatne opreme ne odzame volje do življenja, potem vsekakor toplo priporočamo nakup zračnega vzmetenja, saj dobi z njim A6 več različnih in vozniško zelo uporabnih karakterjev. Enako velja za seksi luči z inteligentno matrično osvetlitvijo, pa za športno podvozje in vsekakor za 4-kolesno krmiljenje. S tem postane A6 med ovinki v mestu v občutku na volanu še veliko krajši in bolj agilen. Vse našteto smo preizkušali v družbi agregata 50 TDI, ki je v resnici klasični 3-litrski dizel podkrepljen z elektromotorjem. Ja, ta Audi je mehki hibrid z izjemnim navorom in dovolj moči kadarkoli in kjerkoli. Si pa mislimo, da bo največji del trga zadovoljil že učinkovit 2-litrski mehki hibrid z močjo 150 kW.